Glasbeni utrip. Lepo pozdravljeni v oddaji Glasbeni utrip, zadnji pred poletnim oddihom. Z vami bomo zopet ob koncu avgusta, ko bomo pripravili pregled poletnega glasbenega dogajanja. V tokratni oddaji bomo predstavili nekatere glasbene dogodke, ki se bodo zvrstili čez poletje. Koncertni cikel Plečnik in a capella, Jazz Festival Ljubljana, festivalsko dogajanje na Primorskem, Festival Sevix in Festival Radovljica. Koncertni cikel Plečnik in a capella letos poteka 7. Uveljavil se je kot edinstven koncertni niz, ki združuje arhitekturo in glasbo, Plečnikove prostore in vrhunsko petje. Tudi letos njegov snovalec Niko Hovška obljublja izbrane kakovostne izvajalce in nova prizorišča, ki obiskovalcem ponujajo izvrstno zvočno vidno doživetje. Prispevek Brigite Rovšek. Cikel Plečnik in a capella že v naslovu osmišlja dogodke. Niko Hovška pa nas bo spomnil, kako je prišel do zamisli povezovanja umetnosti glasbe in arhitekture. Res je, z tem projektom, ki smo ga nekako prvič pripravili že leta 2020, se pravi še v koronskem času, smo nekako želeli pripeljati v prekrasne Plečnikove prostore, ki jih je kar mnogo v Ljubljani, glasbo. Skratka, želeli smo povezati arhitekturo in glasbo in pripraviti za naše obiskovalce neko tako nepozabno doživetje, ki ga drugače morda ne poznajo v klasičnih koncertnih dvoranah. Skratka, da jim ponudimo nekaj za oči in za uho. Na neki nenavadni lokaciji, ki je morda za nas organizatorje včasih tudi malce zapletena, malce bolj težje je logistično pripraviti koncerte, vendar za obiskovalce vsekakor nekaj novega. Skratka, vsako leto izberemo tudi kakšno novo lokacijo, skratka vsako leto 5 različnih Plečnikovih lokacij v mestu in na te lokacije privabimo kakovostne zbore in vokalne sestave iz domovine in zadnja leta vedno tudi iz tujine. Skratka, želeli smo ta ciklus sedaj, ko je letos je že 7. na sporedu, tudi internacionalizirati, da privabimo tudi kakovostne tuje zasedbe in s tem nekako dosežemo tudi to primerjavo na nek način in pa da tudi umestimo morda ta cikl tudi v nek širši evropski prostor. Želel bi omeniti, da bomo letos vključili v cikl eno novo lokacijo. To je cerkev svetega Jožefa na Poljanah, ki še doslej ni bila nikoli v našem ciklu. Kaj pa je v tej cerkvi Plečnikovega? Gre za cerkev, ki ni Plečnikova, vendar je Plečnik leta 1940 za to cerkev pripravil oziroma načrtoval oltar, ki je prekrasen. V njem je sicer tudi kip, ki ga je pripravil kipar Pengov, vendar načrt je pripravil Plečnik. In gre za cerkev, ki je imela zelo burno in zanimivo zgodovino in cerkev je bila šele leta 1996 denacionalizirana in ponovno obnovljena. Tako da zdaj nekako sijajo neki novi luči zopet in spet služi svojemu prvotnemu namenu. Tako da je resnično zelo, zelo zanimiva zgodba te cerkve, ki jo nekako, če ravno ne hodimo
k mašam ne poznamo, ampak zanimiva zgodba. No, poznamo pa jo kar dobro tisti, ki se ukvarjamo z zbori, veliko zborovskih koncertov je v njej in cerkev je izjemno akustična zaradi svoje izjemne razsežnosti. Tako, in prav zaradi tega se nam je zdelo pomembno, da je letos končno vključimo tudi v naš vokalni cikl. In kateri zbor, katera pevska skupina bo nastopil v njej kdaj? Na tem drugem koncertu, ki bo 1. julija, se bo predstavil Akademski pevski zbor Maribor, ki ga tudi že kar nekaj let vabimo v naš cikl, zato letos nam je uspelo in sem zelo vesel, da bomo to gostovanje izvedli. Gre za enega starejših zborov pri nas z izredno bogato zgodovino, nastal je že leta 1964, zbor, ki je izredno uspešen na vseh mednarodnih tekmovanjih, veliko nagrad je prejel in ga mislim, da upravičeno strokovnjaki poimenujejo tudi, da je naš slovenski zborovski ambasador v tujini. Zbor je v zadnjih letih odlično vodila zborovodkina, dirigentka in tudi skladateljica Tadeja Vulc, od lanskega leta pa jo vodi zborovodja Uroš Jurgec, ki se bo tudi v Ljubljani z programom, ki so ga prav za to priložnost zasnovali, tudi predstavil. Prvi koncert 3. junija v Plečnikovi cerkvi svetega Frančiška Asiškega smo vam že predstavili v zborovskem panoptikumu in tudi izjemen program ostaline koralnega petja v ženskih samostanih povezanih s slovensko dediščino, ki ga je s pevskim kvartetom in Tomažem Sevškom za Pozitivom pripravila doktorica Katarina Šter. Niko Hovška je o dobrih pevskih skupinah in zborih bolje obveščen kot marsikateri zborovski strokovnjak. Lani je v Slovenijo pripeljal zbor Dunajskih deklic, letošnjega tujega gosta pa je prav tako našel v Avstriji, vokalno skupino Hals, ki jo bomo lahko slišali 19. avgusta v paviljonu na Kongresnem trgu. 16. septembra bo v veliki čitalnici Narodne in univerzitetne knjižnice nastopil komorni zbor Ave pod vodstvom Ambroža Čopija. Piko na i pa bo 7. oktobra v cerkvi svetih Cirila in Metoda pritisnil dobitnik velike evropske zborovske nagrade v Mariboru, zbor svetega Nikolaja iz Litije s Heleno Fojkar Zupančič. /67. Jazz Festival Ljubljana. Jazz festival z najdaljšo tradicijo v Evropi letos poteka med 1. in 4. julijem. Poleg številnih koncertov in spremljevalnega programa, naj omenimo samo otvoritveni koncert z ameriškim kitaristom Patom Metinijem, bo na letošnjem jazz festivalu kot umetnik v rezidenci nastopil eden najdejavnejših predstavnikov mlajše generacije slovenskega jazza, saksofonist, skladatelj in improvizator Lenart de Bok. Občinstvu predstavlja kar 2 nova projekta. Sveže zasnovani kvartet in tavkalski ansambel, s katerima nadaljuje raziskovanje svojega prepoznavnega in liričnega glasbenega izraza. Pred nastopom na Jazz Festivalu Ljubljana se je z Lenartom de Bokom pogovarjala glasbena urednica Tina Žun. Lenart de Bok, pozdravljen. Živijo. Letos si umetnik v rezidenci Jazz Festivala Ljubljana. Kaj ti pomeni ta priložnost? Ja, kako bi rekel, to je ena zelo velika priložnost zame, da se lahko pokažem s svojo avtorsko glasbo na takem odru, na takem festivalu, ki ima v bistvu takšno zgodovino v Evropi nasploh. Mislim, da je to najstarejši jazz festival v Evropi.
Torej, ja, čast je absolutno zelo velika in sem tudi zelo vesel, da smo lahko tako dobro sodelovali z Borjo in s Tino. V bistvu, karkoli sem imel kakšno idejo, predlog, da bi to naredil, pa tisti naredil, sta vedno zelo podprla vse, ne, sta bila odprta, sta prisluhnila mojim željam, mojim idejam. In ja, 2. julija v Parku Evrope, tam na glavnem odru, v kvartet z Geraldom Cleaverjem na bobnih, potem pa še Miloš Čolovič na kontrabasu, pa Tomaž Gajš na trobenti. Za Geralda sem pa pač zelo vesel, da se je odzval na klic in da je prišel in sem zelo počaščen, da bom lahko igral z nekim v bistvu res mojstrom te stroke. Potem pa 4. julija pa igramo v klubu Cankarjev dom. Tam pa bom imel pa v bistvu sekstet, bolj, kako bi rekel, perkusionistično orientiran, se pravi Žiga Smrdelj na bobnih, potem bo Gaj Bostič na perkusijah, Luka Poljanec tudi na perkusijah, potem pa še Jož Lampret na bas kitari in Rok Zalokar na raznih sintih in klavirju, morda celo Hammondih, pa seveda moja malenkost na saksofonu in flauti. Kot si že omenil, na festival prihajaš z 2 projektoma, oba projekta sta zelo sveža oziroma nova. Na prvi posluh delujeta precej nasprotna, pa vendarle sta ta 2 projekta zate 2 ločena svetova ali bolj 2 različna pogleda na isto glasbeno raziskovanje? Kako ti vidiš ta 2 projekta? Ja, v bistvu je kar različna, sta si velike razlik tudi v samem pristopu do kompozicije, do tega, koliko materiala je skomponiranega in koliko je pač v bistvu nekako odprtega za glasbenike, da ga pač svojo improvizacijo, svojo kreativnost se zapolnejo. Se pravi, bi rekel, da je kar razlika tudi v bistvu že sam inštrumentacija nekako zapoveduje neke določene parametre glasbe, ki bo izvedena, tako da, če bi mogel reči, zdaj sta absolutno neka 2 ločena svetova, seveda pa vedno lahko tudi poiščemo paralele, vse je recimo da pod nekim tem dežnikom džeza, Gerald Cleaver je eden najprepoznavnejših bobnarjev sodobnega džeza. Kot si že omenil, velika čast, da z njim sodeluješ in to je bila seveda tvoja velika želja. Kako je sploh prišlo do sodelovanja? Ja, jaz sem imel že prej v bistvu željo, jaz sem ga poslušal enkrat na jazz festivalu Cerkno, ko je igral z Darius Johnsom. In me je čist šokiralo, mislim tako, nivo te muzike in moč te muzike, ki so igrali, ki so izvajali, in najbolj v bistvu me je od vseh on pritegnil, In sem že takrat si rekel, jaz bi pa s tem človekom rad na neki točki nekaj posnel, in glej si ga, sem ugotovil, da on je zelo pogosto v Gradcu, In sem že pol tako rekel, to je pa super priložnost, samo seveda potem je fajn, da imaš tudi neko primerno priliko, za ga povabiti, pa tudi tako, da se lahko mogoče spoznaš v nekem malo bolj sproščenem okolju, kot je recimo ta priložnost z jazz festivalom, in točno to sem potem, ko me je Borja poklical, če bi bil pač rezident letošnji, je prva stvar, ki sem pomislil, je bila to, sem si rekel, če ste vi za, pa če je vam to v redu. In seveda, kot sem že prej rekel, sta Tina in Borja v bistvu zelo takoj podprla idejo, sta rekla, super, to je, pokliči ga, ti ga vpraši, če je za. In pa je šlo to vse zelo, zelo hitro čez, jaz sem mu napisal mail, je bil takoj, on tudi je zelo tako pozitivno se odzval in bil takoj za, tako da me je to res zelo razveselilo in je bilo to mogoče, par let nazaj še neka taka stvar, ki če bi me vprašal, misliš, da bi to bilo možno, da se to zgodi, bi rekel, kaj, ni šans, pa je zdaj to postaja, mislim, je vedno bližje realnosti, tako da moram reči, da je res nekaj posebnega, to za mene. Če se malo dotakneva še drugega projekta, ki ga boš predstavil na Jazz festivalu Ljubljana, Sticks and Stones, tu se osredotočaš bolj na ritem, vključil si 3 bobnare oziroma tavkaliste. Kako bi opisal ta projekt oziroma zakaj sploh takšna zasedba, ki ne nazadnje ni najbolj pogosta? Že dolgo časa sem si želim narediti nekaj, da bazira na perkusiji, se pravi, da bazira na ritmu, da se razvija ritem in da je da niso v ospredju neki solistični inštrumenti v smislu saksofon, trobenta, ali pa klavir, in tako. Se mi zdi, da je tle ful za raziskati in tudi
tako, v bistvu sem mal mogoče tudi razmišljal v tej smeri, da glede na to, da bo to zadnji koncert na festivalu, da je to pač zaključek in da potem je konec uradnega dela festivala in se vsi potem veselimo in radujemo in smo veseli in tako. Mi zdi, da je bilo to tudi je vplivalo na mojo odločitev, no, da hočem nekaj narediti, kar bo tudi spadalo v ne samo mojo kompozicijo, ampak v kompozicijo celotnega festivala, ne. Omenila sva že uvodoma, da bosta oba projekta na festivalu prvič zaživela pred občinstvom. Česa se pri takšnih premierah najbolj veseliš? Ja, ne vem, te nesigurnosti v bistvu, ne. Sicer malo se je veseliš, malo se je ne, malo se je bojiš, ampak je v bistvu na koncu, če pogledam nazaj, so te momenti neke nesigurnosti največ nekih sadov obradili, no, nevedno, in potem pač se moraš sam vršiti v vodo in pač vidiš pol, a je ali ni, ne. Vedno je nek rizik vključen, ampak ja. Za konec tega pogovora pa me zanima še, imaš že kakšne načrte po festivalu, se obeta kakšna nova izdaja more biti? Ja, oba koncerta v bistvu, no, ampak bomo videli še kako pa kaj, ampak oba koncerta se bosta snemala, ne, iz Jazz Festivala in potem je plan v bistvu, da se ta live Jazz Festival izda, ali samo 2.7. ali samo 4.7. ali oba koncerta, to bom še videl, pač odvisno tudi od koncertov samih, kako bojo šli, ne. In potem pa je sigurno plan naslednje leto iti v Udine posnet z tem kvartetom, z Geraldom, še prav studijsko plato, zato da potem, se pravi 2027, pride ven ta live plošča, potem pa še bomo posneli še studijsko ploščo, verjetno z malo mešano, ne, malo bo novega materiala tam, malo bo pa tega tudi iz Jazz Festivala. Tako da ja, to so plani predvsem, no. Lenart De Bok, hvala za pogovor in seveda se vidimo na Jazz Festivalu. Ja, hvala enako. To je bil pogovor z Lenartom De Bokom, letošnjim umetnikom v rezidenci Jazz Festivala Ljubljana. Na letošnjem festivalu se predstavlja z 2 projektoma. Na glavnem odru v parku Cankarjevega doma s kvartetom predstavlja projekt Kraj, v soboto 4. julija pa bo festival sklenil v klubu Cankarjevega doma s vokalnim ansamblom in projektom Sticks and Stones. Poletje prinaša številne zvrstno raznolike glasbene festivale tudi na čezmejno območje primorske regije. Piranski glasbeni večeri in Tartini festival prinašata glasbeno vzdušje v križni hodnik minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega v Piran. Etnozvrsti se bodo prepletle z džezom v taverni v Kopru, raznoliko glasbeno dogajanje ob izrazite poudarjenih gledaliških in plesnih predstavah prinaša tudi letošnji 33. Primorski poletni festival. Saksofonisti pa se bodo vnovič zbrali na festivalu Sax Go konec avgusta v Novi Gorici. Podrobnejši oris primorskega festivalskega dogajanja pa v prispevku, ki sta ga pripravila Simona Moličnik in Tone Jurca. S koncertom lavreatov 5. mednarodnega glasbenega tekmovanja Tartini 2026 so se v četrtek, 25. junija, pričeli 48. Piranski glasbeni večeri. To je najstarejši festival komorne glasbe na Slovenskem. Koncerti potekajo v izjemno akustičnem križnem hodniku minoritskega samostana svetega Frančiška Asiškega. Do 6. avgusta se bo zvrstilo 7 koncertov komorne glasbe z mednarodno zasedbo glasbenih poustvarjalcev. Piranski glasbeni večeri potekajo v organizaciji Auditorija Portorož. Direktor Borut Bažec poudarja velik pomen vključevanja izvrstnih mladih glasbenikov, ki so ustvarili otvoritveni koncert. Umetniški vodja festivala je Metod Tomac. Začenjamo z 48. edicijo Piranskih glasbenih večerov, ki potekajo v tem prekrasnem ambientu križnega hodnika v Piranu že dolgo vrsto let. Jaz se jih spomnim še kot otrok, ko sem se začenjal zanimati za glasbo in sem hodil sem to poslušati. Me zelo veseli, da to še zmeraj obstaja in da v zadnjih letih tudi zelo poskušamo dvigovati kvaliteto in privabljati v Piran najbolj kakovostne izvajalce.
prvi koncert, ki je tradicionalno že vso zgodovino piranskih glasbenih večerov posvečen mladim izvajalcem. To je posebnost tega ciklusa. Se spomnim še, jaz sem kot učenec glasbene šole Piran nastopal tu in to tradicijo se nam je zdelo vredno ohraniti. Vsi koncerti so komornega značaja. Vesel sem, da imamo zelo zanimive, uspešne, atraktivne in tehtne izvajalce. Glede programske tematike moram povedati, da se koncentriramo na nekatera programska izhodišča oziroma neke koncepte izborov izvajalcev, ki se nam zdijo pomembni, in to umeščamo v nek kontekst klasične komorne glasbe, ki sodi v ta ambient. Zagovarjamo resnično kvalitetno, klasično glasbo v najbolj klasični in najčistejši obliki. Se mi zdi, da je to tisti programski segment, ki ga v Sloveniji še zmeraj precej pogrešamo. Pri nas je zelo razvita orkestrska scena, tudi Festival Ljubljana ponuja ogromno orkestralnih, ogromno velikih dogodkov in bi rekel, ti intimnejši dogodki pa so nekje redkejši, vsaj sami jih pogrešam in se mi zdi, da je to tisto, kar nas tu najbolj vodi, ne. Kot sem pa že večkrat omenil, so neke točke, od katerih ne odstopamo. To so priložnost mladim izvajalcem, potem tudi to čezmejno slovensko-italijansko povezovanje, ki se je že večkrat v taki ali drugačni obliki dogajalo, in potem tudi to nekako vabilo v Piran najeminentnejšim mlajšim slovenskim glasbenikom, ki se dejansko vsi zelo radi tu pojavljajo in se radi tudi pol vračajo. Tako da to so neke, bi rekel, temeljne točke našega koncepta. Festival Piranski glasbeni večeri je bil ustanovljen leta 1978 in od takrat vsako leto v eno zvočnost poveže mednarodni prostor komornega muziciranja z arhitekturno umetnostjo in hkrati dediščino someščana skladatelja in violinista Giuseppeja Tartinija. Previharimo viharje, so besede pesnika Mateja Bora. Organizatorji pravijo, da pisane na kožo letošnjemu 33. primorskemu poletnemu festivalu, ki se je začel 26. junija s kavarno Karla Goldonija, v duhu poziva k ljubovanju neprijaznim življenjskim okoliščinam in pogumnemu soočenju z izzivi. Primorski poletni festival v krajih ob morju oživlja skrita prizorišča, trge, ulice, stare palače in druge zgodovinsko pomembne prostore starih mestnih jeder. Festival v osredje postavlja gledališče in ples, a med komedijo in resnostjo zgodb ponuja nekaj lepih glasbenih doživetij. Izpostaviti velja vsaj mednarodni mladinski simfonični orkester talentiranih mladih glasbenikov ESIO in še kaj, je v pogovoru z Natašo Benčič poudarila predsednica društva Primorski poletni festival Neva Zajc. Prav gotovo je dejstvo, da smo bili nekoč samo gledališki festival, zdaj že preteklost. Potrudili smo se, da imamo vsako leto vsaj eno zelo, zelo veliko plesno prireditev in to prav gotovo lahko izpostavim, kajti ne gre za kakršnokoli, gre za Ko to tamo peva, po znanem kultnem filmu, ki ga je Šijan posnel po scenariju Kovačeviča in ki je obnorel celo bivšo Jugoslavijo. Film, ki se ga spomnijo vsi in zdaj že več kot 15 let
ob tem tudi predstava plesna, ki je nastala v Narodnem gledališču v Beogradu, ki je prepotovala že pol sveta in ki ima fenomenalno glasbo, pravijo tako, jaz sem poslušala posnetke, ampak vsekakor vredna in krasno koreografijo in seveda, ki pove to zgodbo na nekoliko drugačen način. Naj povem, da bo 35 ljudi na odru plesalo to zgodbo in da je to nekaj, česar res nihče ne bi smel zamuditi. Druga pa je seveda Vita Mavrič, La vita è bella, s čudovitimi šansoni, od francoskih do slovenskih in še kakšnega, tako da se bomo naposlušali res dobrega večera šansonov, ki jih ona odpoje vrhunsko. Grem naprej, moram naprej, la vita è bella, la vita è bella. Med 13. julijem in 10. avgustom bodo v Kopru potekali tradicionalni poletni koncerti v Taverni Koper. Letos že 19. so zapisali v sporočilu za javnost. Ti koncerti ne prinašajo klasične glasbe, temveč odpirajo prostor drugim zvrstem, od bluza, etna do klecmerja in džeza, kot pravi umetniški vodja festivala Niko Hovška. Koncerti potekajo zdaj v zadnjih letih vedno ob ponedeljkih. Letos štartamo 13. julija z slovensko zasedbo, Prismojeni profesori bluza, gre za znano slovensko blues rock zasedbo, ki že deluje več kot 10 let in prav v letošnjem letu predstavlja že svoj 4. album. 3 albumi so bili bolj v slovenskem jeziku, pri 4. pa spet v ospredje postavljajo avtorske skladbe v angleškem jeziku, skratka se nekako koreninam vračajo. Skratka, na tem koncertu bodo predstavljali ta album, ki je bil predstavljen v mesecu aprilu v Ljubljani v kinu Šiška. Letošnji koncerti so, lahko rečem, zelo internacionalno zastavljeni. Gostimo namreč glasbenike iz številnih držav, iz Slovenije, iz Južne Koreje, iz Madžarske, Avstrije. Skratka, vesel sem, da se je naš cikl v zadnjih letih še posebej internacionaliziral in da lahko našim poslušalcem predstavljamo še bolj raznoliko glasbo. V drugem delu vročega poletja, 20. avgusta, pa v Piran, letos že 25. prihaja Tartini festival. Festival, ki odpira prostor baročni glasbi, festival, ki poudarja izvedbo skladb Giuseppe Tartinija in njegovih sodobnikov in ne nazadnje festival, na katerem vsako leto zazveni Tartinijeva violina. Umetniška vodja je Jasna Nadles. Zelo se veselimo, da smo prišli do 25. obletnice, saj te stvari nikoli niso samoumevne. Tako da s ponosom predstavljamo letošnji program, ki je nekoliko bogatejši kot v prejšnjih letih, saj smo imeli srečo in bili ponovno izbrani med festivale, ki jih sofinancira Ministrstvo za kulturo. To nam res veliko pomeni, seveda nam pomeni veliko tudi pomoč občine Piran, tako da letos od pomembnejših stvari je, da imamo recimo kar 3 orkestre. Začeli bomo 20. avgusta z orkestrom iz Madžarske. Njih še nismo imeli priložnosti slišati na našem festivalu. To je Savaria Baroque Orchestra in sicer oni so eni najbolj znanih baročnih orkestrov na Madžarskem. Z njimi pa se bo predstavil tudi solist Laszlo Pavlik, ki je velik poznavalec Tartinija. Naslednji orkester je 22. avgusta, to je orkester
Lorenzo da Ponte in se tudi zelo veselimo tega koncerta. Roberto Zarpelloni je njihov umetniški vodja in na violini pa se bo predstavila violinistka Maristela Patuzzi. Tako da koncert se imenuje Devil's Thrill in nastopili bojo na originalni Tartinijevi violini. Potem pa še tretji orkestrski nastop, so pa naši stari prijatelji in stari znanci festivala, solisti Veneti, z Giulianom Carrello kot umetniškim vodjo in nastopil bo flavtist Massimo Mercelli. Imajo pa zelo zanimiv program letos, ker imajo tudi nekaj filmske glasbe. In sicer glasba iz filmov Ema in Šokolad, tako da bo to v bistvu lep poleten program za veliko sladokuscev, ki imajo radi glasbo. Ob koncu avgusta, letos prvič ob koncu poletja, pa v Novo Gorico ponovno prihajajo saksofonisti. 24. avgusta se pričenja že 29. Sax Go festival. Nova Gorica bo vnovič postala zbirališče mladih, nadobudnih saksofonistov iz Slovenije in tujine. Letošnja edicija mednarodnega srečanja saksofonistov v Novi Gorici se ponaša z velikim ugledom med glasbeniki in poznavalci tega instrumenta. Pod umetniškim vodstvom Boštjana Simona in Jana Gričarja prihajajo v Novo Gorico izvrstni, v tujini uveljavljeni saksofonisti in pedagogi, ki bodo s svojimi nastopi dopolnili pester festivalski program. Na koncertih v Novi Gorici in okolici bo v 5 dneh zablestel saksofon v različnih kontekstih klasičnih skladb, džeza in raznovrstnih drugih sodobnih slogov, v katerih se razkrivajo številne izrazne posebnosti, pa tudi kompozicijske in izvajalske novotarije tega instrumenta. Pestro poletje se torej obeta na Primorskem, za vsak okus se bo našla kakšna glasbena svežina. Pregled zaključujem s festivalom, ki poteka prav zdaj v vinogradih, med griči in v zgodovinskih objektih, med Brdi, Gorico, Novo Gorico in Trstom. To je Piccolo Opera festival s poudarkom na komornih opernih uprizoritvah in čezmejnosti. Izpostaviti velja minulo uprizoritev opernega diptiha s krstno izvedbo opere Il Sigillo, Pečat, skladatelja iz Firenc, Mauricija Agostinija in s ponovno izvedbo znane opere Il Prigioniero v Istri rojenega skladatelja Luigija della Piccola, v goriškem zaporu in v tržaški rižarni. Pa jutrišnjo produkcijo komedije z naslovom Lape muzikale, glasbena čebela, z besedili libretista Lorenza da Ponteja in z glasbo različnih skladateljev. Uprizoritev bo nagrado Spesa v Koprivnem, kjer je svoj čas bival tudi znani libretist Lorenzo da Ponte. Tudi ta festival se sooča z večno aktualno tematiko, svobodo in z mnogimi vprašanji, ki se ob tem odpirajo vsakomur na svojstven način. V želji, da umetnost poteši duha in prinese notranji mir tudi v čas počitnic, zaključujem tale pregled festivalskega dogajanja na Primorskem. Avgusta zaživi stara glasba, saj takrat potekata oba glavna festivala, ki se posvečata historično ozaveščeni izvajalski praksi. O festivalu Radovljica bomo govorili v prihodnjem prispevku, zdaj pa poglejmo, kaj prinaša letošnji festival Sevix, Semper Viva Quam Creata. Vedno tako živa, kakor pravkar ustvarjena. V letošnjih koncertih se je z umetniškim vodjo festivala Klemnom Ramovšem pogovarjala Vesna Volk.
Tudi letošnji avgust bo z glasbo barval festival Sevix, posvečen izvajanju stare glasbe. V zadnjih letih je festival svoj domicil našel v Celju in tam tudi letos potekajo skoraj vsi koncerti. Celje je tako hvaležno okolje, ne? In tudi recimo izbira prostorov, ne, je zelo lepa, ne? Če tako enostavno rečemo. Narodni dom, dve cerkvi. Narodni dom, potem dve cerkvi, stolnica pa Marijina cerkev, Knežji dvor, kjer je dvorana Barbare Celjske, glasbena šola, Narodni dom. Poleg tega ne smemo pa pozabiti tudi na Sotesko, ne? Na Hudičev Turn, tam je pa kar Soteska stalnica. ostaja tradicionalno. V Soteski imamo Tiago Matias iz Portugalske, program pa Vihuela in pa Teorba. Gre pa za predstavitev portugalske glasbe oziroma Pirenejskega polotoka. Nadaljujva z slovenskimi umetniki. Sevix Collegium Artis, povezovanje slovenskih umetnikov z mednarodnimi. In tukaj beležimo kar nekaj tega. Eno je Maruša Brezavšček, ona je že za dan stare glasbe 21. marca postavila nov ansambel Harmonija Adriatica. No, ampak sam festival se začenja 7. avgusta in tukaj Maruša spet nastopi s svojim novim ansamblom. The Pleasure Garden je dala naslov, 4 izvajalci in to bo tudi otvoritveni koncert festivala. Dowland, Prsel, tako da to bo lepo, to bo zelo lepo. No, ta koncert bomo neposredno prenašali, ne? Na drugem prenosu pa bomo poslušali tudi že staro gostjo festivala Sevix, Adriano Alcaide. Ja, Adriana je imenitna. Mislim, to je izjemna umetnica, velik prijatelj našega festivala. Mislim, da je tudi program sama, zelo ekskluziven, Rameau Le Pièce de Clavecin en Concert. Potem predzadnji koncert, kako je že ansambel s slovenskimi glasbeniki. Ja, tam je tudi Boris Šinigoj. Muzika Antica Neoplatensis. Neoplatensis je starorimsko ime za Novi Sad. Pravzaprav je strani Beograda, mislim, naših kolegov tam prišel predlog. Zdaj Novi Sad ima dober festival stare glasbe. Boris Šinigoj je tudi njihov star znanec, Oni so tudi tako zelo dobri prijatelji. In potem, ko smo iskali program, Barbara Celjska, imenitna ženska, in smo naredili pravzaprav program na to vsebino. Barbara Celjska bo zagotovo neka rdeča nit skozi naslednje programe. No, in če ostaneva v Knežjem dvoru, tam bo potekal še en koncert, še pred tem. Duo Stegemann Jimenez, Ana Stegemann in Jorge Jimenez. Jorge Jimenez je bil že večkrat na našem festivalu in ko smo se lansko leto pogovarjala, je rekel, veš, jaz bi pa še rad prišel. No in potem je Jorge predlagal, veš, kaj je ta Lunaris, sva ga zdaj z Ano delala nekajkrat, je izjemno uspešen program. Ni povsem stara glasba, je mešanica, sodobno, tudi Jorge, mislim, da ima svoje skladbe noter, ampak je neka rdeča nit. Seveda, osnova je stara glasba, ampak ta odmik ničesar ne podira, ničesar ne umika, ampak dopolnjuje. In program je v bistvu razdeljen v 4 lunine mene, 4 dele. Ja, mislim, je zanimiv, kako je konstruiran. Smo pa dali ta program v Knežji dvor, v dvorano Barbare Celjske, tako da mislim, da se bo zelo lepo ujelo. No, pa še ena španska zasedba. Zelo lepa, Quinta Essentia, vokalna skupina, ena dama, 3 fantje, zelo lep program, primerjava Viktorije in pa Palestrine. To so dva izjemna umetnika svojega časa. Tisto, kar je nam pri programu zanimivo, je to, da niso vsi koncerti enaki. Da so razlike tako glede zasedb kot glede programov. No, letošnji Sevix ponuja pestro bero različnih programov. Še 2 koncerta morava omeniti, končala bova s sklepnim koncertom, zdaj pa kakšno besedo nameniva koncertu za otroke in družine, Operna pustolovščina. To je tudi ena rdeča nit, ki jo imamo, se pravi za vzgajanje bodoče publike. Za najmlajše. Ta program, ki ga Petra Vrh Vrezec pripravlja pod blagovno znamko Oper Aria, je primeren za otroke od 3. leta dalje in pa za prvo triado
osnovnih šol, ne? Ampak mislim, da je zelo primeren tudi za odrasle, ne? Ker je zanimiv in radi prisluhnejo, ne? Saj take so izkušnje. In velike operne arije bomo slišali, ne? Ja. Sklepni koncert festivala pa bo spet potekal v Narodnem domu Savaria Barok orkestra. Pal Nemet letos prihaja z ansamblom Savaria Barok orkestra in izjemno zanimivim programom. Oratorij. Sveti Štefan, prvi kralj Madžarske. Tako, ja. Kaldare je čudovit skladatelj. Mogoče je malo manj znan, ampak zelo poetičen. In tukaj smo se tudi našli skupaj z Listovim inštitutom v Ljubljani. Oni praznujejo 10. obletnico. Zaključek, tako kot bo v Narodnem domu začetek 7. avgusta, to 21. avgusta, uspešen zaključek festivala 2026. Ne? No, spomniva še, da ob vseh koncertih potekajo tudi pogovori z umetniki, tudi letos bo tako. To je nekakšna vsebinska dopolnitev festivala. Ti pogovori potekajo v kavarnah, večinoma uro pred koncertom, z izjemo koncerta Operarija, kjer bo pogovor potekal po koncertu. Zdaj pa še kakšno besedo nameniva vstopnicam za koncerte. Ja, tukaj imamo neko čist svojo poslovno politiko. Vsi klepeti imamo vstopnice, zato da vemo, koliko bo ljudi, ampak vstop je prost, ne? Prav tako je pa prost vstop pri velikem delu koncertov. Operarija, potem oba koncerta, ki sta v cerkvah, imata ravno tako brezplačen vstop. Za preostale koncerte pa so vstopnice v prodaji že od decembra. Festival bo torej potekal avgusta, začne se 7., konča pa 21. Dvema koncertoma boste lahko v živo prisluhnili v neposrednem prenosu na našem programu, in sicer bosta to otvoritveni koncert, na katerem bo nastopila zasedba The Pleasure Garden in izvedla program z naslovom Angleški glasbeni zakladi. V drugem neposrednem prenosu pa bomo poslušali nastop zasedbe Bach Collegium Barcelona, ki bo tokrat izvajal klavirske koncerte Žana Filipa Ramoja. 44. festival Radovljica se bo začel 8. in bo razveseljeval poslušalce vse do 25. avgusta. Z 10 izbranimi koncerti, ki jih boste lahko ujeli na 3 prizoriščih. V cerkvi svetega Petra v Radovljici in v tamkajšnji graščini, ter cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem. Že vrsto let jih prireja Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica. Prispevek Brigite Rovšek. Do prizorišč festivala Radovljica se boste lahko pripeljali z brezplačnim festivalskim avtobusom iz Ljubljane in Kranja. Na cilju pa si boste lahko privoščili tudi vrhunsko kulinarično razvajanje čutov. Toda najpomembnejša bodo seveda glasbena doživetja, ki jih je tudi tokrat oblikoval umetniški vodja Domen Marinčič. Repertoar sega od Richarda Levjesrčnega v 12. stoletju do 19. stoletja, do Roberta Schumana. Se pravi, imamo glasbo kar pokrijemo kar 8 stoletij. Malo več je baroka, se pravi, kar na 6 koncertih je na sporedu baročna glasba, ampak ti programi so vsi zelo različni, zelo raznolični. Jaz se zelo trudim, da veliko teh programov nastane posebej za festival, se pravi, da pobuda pride od mene, od festivala. Ker potem lahko rečemo, da ti programi sploh ne bi zgodili, če ne bi bilo festivala. In tudi so bolj edinstveni, lahko jih slišite samo v Radovljici. Za enkrat. Seveda upamo, da se bodo potem nadaljevali in da bodo ljudje zasloveli po vsem svetu s temi istimi programi. Ampak kar 5 programov, tokrat spet, se pravi polovica, je nastala posebej za festival. To je recimo Bononcinijev oratorij o Mariji Magdaleni, potem koncert z mladim slovenskim flavtistom Erasmom Žganjarjem, potem koncert v Velesovem z glasbo Klavdija Merula, ki so jo nekoč hranili v arhivu Ljubljanske stolnice,
Potem so Bachove sonate za flavto in čembalo, ki nadaljujejo cikl Bachove glasbe, ki že kar dolgo, od leta 15 v bistvu poteka na festivalu, se pravi vsako leto imamo en repertoar Bachov. Potem pa še zadnji koncert, tudi Schumann in Brahms, z slovensko čelistko Niko Somborac, včasih se je pisala Švarc, ki živi v Berlinu in se ukvarja tudi z zgodovinskimi glasbili, se pravi, tukaj bo Schumann na zgodovinskih glasbilih, se pravi, od Richarda Lorenčečnega, od Trubadurjev v 12. stoletju do Roberta Schumana v 19. stoletju in to na zgodovinskih glasbilih. Potem na teh koncertih nastopa skoraj 50 umetnikov iz 19 držav. Med temi državami so Hercegovina, Češka, Bolgarija, Portugalska, Hrvaška seveda, potem Kolumbija, Mehika, Romunija, Poljska, Avstralija, Izrael, Srbija in tako naprej. Na 4 koncertih od 10 nastopajo glasbeniki iz Slovenije in na 2 od teh koncertov je na sporedu tudi starejša slovenska glasbena dediščina. To sta koncert z Erasmom Žganjarjem, kjer bodo godalci zaigrali nekaj, se pravi vsa glasba, ki bo poleg koncertov za flavto, je izvira iz slovenskih virov ali pa je povezana z našim prostorom, da je bila recimo posvečena ljubljanskemu nadškofu v začetku 18. stoletja. No, drugi koncert je pa seveda ta z glasbo Klavdija Merola, ki nekako nadaljuje ta cikel, ki ga imamo z glasbo, ki je povezana z nekdanjim ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. Se pravi, on je dal narediti inventar arhiva v svojem času in tam se je znašla tudi ta zbirka Klavdija Merola. Koncert Klavdijo Merolo v Ljubljani boste 16. avgusta lahko slišali tudi v neposrednem prenosu na našem programu Ars. Sicer pa bo Radio Slovenija posnel polovico koncertov, ki jih boste pozneje lahko ujeli v oddaji Banchetto Musicale. Eden izmed najprivlačnejših in po številu glasbenikov največji koncert festivala Radovljica bo oratorij Magdalenino spreobrnenje Giovannija Bononcinija, s katerim prekinja vrsto oratorijev, v katerih so sekali glave. In tukaj je bolj taka psihološka drama, in sicer spreobrnenje Marije Magdalene. To vidimo, če pogledate, v oratoriju nastopajo 4 pevci, sopran alt, sopran bas, 200 Marija Magdalena in njena sestra Marta, potem je pa ena sopranistka Božja ljubezen in basist Zemeljska ljubezen. In najlepše arije ima seveda Božja ljubezen in v tej vlogi nastopa hercegovska sopranistka Nikolina Hrkač, ki je nastopila lansko leto v naslovni vlogi oratorija Sveta Neža.
Sicer pa je tukaj Katrin Hotiga, ki smo jo spoznali kot Salomo, pred 2 letoma Francesca Asciotti, mislim, da še ni gostovala v Sloveniji, je zelo znana italijanska operna pevka, in pa Alessandro Abadi je pa tudi že 2-krat nastopil v tem ciklu oratorijev. Festivalski baročni orkester je pa nastal pred 5 leti, ko se je popravilo financiranje se strani države, in sem jaz za otvoritveni koncert sestavil tako zasedbo, zato se tudi imenuje, tukaj piše Festivalski baročni orkester, ker ni več prostora, rekel baročni orkester Festivala Radovljica, se pravi spet ena stvar, ki jo omogoča Festival Radovljica, in v orkestru je približno polovica slovenskih glasbenikov, godalcev predvsem, drugi so pa iz različnih držav. Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca tokratne oddaje Glasbeni utrip, zadnje pred poletnim oddihom. Z vami bomo zopet ob koncu avgusta, ko bomo pripravili pregled poletnega glasbenega dogajanja. Oddajo so pripravile avtorice prispevkov Simona Moličnik, Brigita Rovšek, Vesna Vovk in Tina Žun. Oddajo vodil in oblikoval Marko Šetinc.